Ja, lep pozdrav vsem gledalcem. Starešina lovske družine Komenda vas v imenu lovske družine Komenda prisrčno pozdravlja. Danes je tukaj lovsko-strelska tekma, ki velja za eno izmed meddružinskih strelskih prireditev v tem delu Slovenije. Hkrati pa to sodi tudi v sklop praznovanja občinskega praznika. Lovska strelska tekma je namenjena samemu lovskemu druženju, širjenju lovske kulture na eni strani, po drugi pa, in to predvsem, pa utrjevanje strelske kondicije. Trenira oziroma tudi tekmuje se v dveh disciplinah, to je streljanje na glinaste golobe in pa z malokalibrsko puško na tarčo srnjak. Ja. Napenamo jo še ročno. Postaviš gor glinastega goloba. Pa daš la komando, da gor na zvočnik jo sproša. Glede same lovske družine lahko rečem ali pa ponovim tisto, kar veljalo že prejšnja leta, torej nas je 28. Samo število nekje vse leto ostaja nekako približno enako, torej kakšnega pridobimo, kakšnega žal tudi izgubimo oziroma se od njega poslovimo. Samo lovišče lovske družine Komenda velja za nižinsko, to se pravi, da tukaj ni kakšne velike višinske razlike, med živalmi pa izstopa zlasti srnjad, jelen se pojavlja bolj redko, prašiči so prehodni, divji prašiči namreč, potem pa seveda še te manjše, zlasti lisice, sementje, kakšni zajci, jazbeci in podobno. Torej tukaj ni niti velikih zveri, niti kakšne množične jelenjadi, čeprav je tukaj včasih bila prisotna, vendar pa so zdaj tudi zaradi posegov v okolje na samem območju lovišča lovske družine Komenda, še bolj pa tudi zaradi gradnje infrastrukture, tukaj mislimo predvsem na izgradnjo avtocest, ki pogosto prepreči širjenje te živali, torej tudi preseka njihove selitvene poti, in to so potem seveda razlogi, zaradi katerih zlasti te večje, ki so navezane na večji areal, torej so bolj redki gostje. Srnjadja je drugače, torej ta je zelo teritorialna, ima svoj nekako stalen revir, je tudi sama številčnost, lahko opazujemo, da je stabilna. Smo pa opazili v zadnjih letih, torej kar občutna nihanja, zlasti 2 leti nazaj se je število močno zmanjšalo, to se pravi, da smo že malce tudi razmišljali skoraj da o katastrofi, razlog temu pa je bil predvsem naraven, namreč zelo ostra, trda zima, kateri je sledila potem tudi hladna pomlad, potem sušno poletje, skratka kombinacije naravnih dejavnikov, ki pač privedejo do tega, da se živali na to odreagirajo, seveda tudi z številčnostjo. Mašina fertik, pa bo zrihtova, prav bomo ne naredil. Tako ti je to za vas vidio. Ja, sem imel tudi. Ja, lovci veljamo in se trudimo v smeri varstvenikov narave. To je seveda aktivna drža, ki vsebuje različne aktivnosti, ne seveda zgolj lagodno sprehajanje skozi gozdnato zeleno pokrajino, temveč tudi njeno čiščenje. Lahko rečem, da tukaj smo seveda vsako leto pristopili k različnim aktivnostim, tako da se očistijo nekateri predeli, ki so mogoče preveč zasmeteni. Letos smo to naredili tudi z drugimi društvi v občina Komenda in tudi z sosednjo lovsko družino. Bilo je zelo uspešno, torej po količini samih pobranih smeti, vendar pa seveda opažamo tudi
to. Moralo bi nas pravzaprav biti groza, torej kaj se vse najde tukaj. Poudariti moramo pa seveda še nekaj, da same smeti so mogoče bolj ali manj nek simboličen prispevek k temu. To lahko relativno hitro odpravimo. Veliko težje posledice pa puščajo po našem prepričanju neprimerni, neupravičeni, strokovno ne dovolj pretehtani posegi v okolje, ki v občini Komenda vsebujejo oziroma obsegajo zlasti obsežne gradnje, torej tako imenovanih poslovno-industrijskih con, na eni tudi nekatere stanovanjske, na mokrotnih zemljiščih, kar je seveda drago in tudi dolgoročno ne najbolj primerno, in pa seveda tudi ambicije, da bi tukaj imeli kakšno večje smetišče oziroma tudi manipulacije s tem, to je tako imenovani MBO, proti kateremu smo lovci povzdignili svoj glas. Štejemo vendar, da imamo dovolj osebnih pa tudi strokovnih izkušenj, da na glas povemo, zapišemo, kar je seveda treba povedati. Namreč, da taki velikanski posegi sprva sicer izgledajo torej kot zelo ambiciozen gospodarski prispevek, to, da v nadaljevanju, tudi če resno razmotrimo različne posledice, ugotovimo seveda, da bo bilanca slej ko prej negativna, še posebej, če štejemo, da je območje, na katerem leži naša občina, območje tako imenovane ljubljanske suburbane regije, kjer so pritiski na okolje sorazmerno veliki, kakovost življenja je tukaj izjemno pomembna, se pa seveda iz tem tudi poslabšuje, ampak zaradi vsega tega pa si dolgoročno režemo korenine. Poglejmo na primer že odnos do vode in vodnih virov. Občina Komenda dobiva vodo iz dveh, lahko rečemo sorazmerno kvalitetnih, ampak to so visokogorska zajetja, ki so svoje čase takrat, ko so delali torej same raziskave oziroma se je štelo, torej koliko je padavin in kakšno je lahko zaledje, kakšna je potem tudi potrošnja vode, da tedaj je seveda to veljalo. Takrat smo imeli snežne zime, danes jih nimamo več, pretoki so seveda drugačni, na drugi strani pa potem tudi veliko večja potrošnja in treba je seveda računati, da se nam lahko tudi ti torej visokogorski viri včasih tudi presahnejo. Tukaj pa imamo torej na domačem okolju, na domačem dvorišču tako rekoč dva vira. Torej eden je Drnovsko polje, ki potem napaja Mengeš in potem še območja nizvodno, vse proti Domžalam, to se pravi sorazmerno obsežno vodovodno zajetje. Drugo, torej, ki se že uporablja za zajetje, drugo je pa torej tam, kjer se namerava širiti torej, poslovna cona ozka dela, prvi in drugi del, namreč gre za območje, ki je geološko nekako med, če povemo, torej poenostavljeno med Savsko in Kamniško-Bistriško vodo, na ta način pravzaprav intaktno, to se pravi razpolaga s kapacitetami, ki niso zelo obremenjene in ki bi seveda lahko predstavljali nek določen potencial, vendar seveda zdaj, če seveda hodimo dobesedno po Naturi 2000, to ni najbolj pripraven način. Drugo, kar bi seveda tukaj želel pomeniti, pa je torej naš odnos do smeti. Zapisali smo in tudi trdimo ponovno, namreč, da problem reševanja z odpadki je lahko predvsem in v prvi vrsti, na prvi strani, torej zmanjševanje in sortiranje. Če te filozofije ne sprejemamo, potem smo seveda kot civilizacija propadli. Sodelujemo pri nečem, kar bi, oziroma kjer se v svetu že ta odnos zelo naglo spreminja, ampak kako potem, ko je treba tudi konkretno narediti, takrat pa seveda zmanjka marsičesa. Zato pravim, ni potrebno in ni dovolj, torej, da promoviramo različne všečnostne akcije, recimo ob dnevu zemlje in potem seveda naslednji dan že lepo zamižimo in rečemo, se jih lepo nekam odpeljejo. Odpadkov moramo narediti manj, moramo jih sortirati in potem se s tem seveda tudi odpirajo tudi nekatere ekonomske aktivnosti, ki so s tem v zvezi. Za zgled se nam tukaj lahko srednje evropske države, skandinavske države, kjer te stvari potekajo bistveno bolje in zaradi tega torej njihov standard ni ne vem kako ogrožen. Zahteva
pa torej aktiven pristop. In tudi mi bi lahko to pravzaprav brez kakšnih zelo velikih vlaganj in naporov storili marsikaj. Torej, druga stvar je pa seveda, kako se rešiti torej vendarle teh odpadkov, ki vemo, jih naredimo vsak naš korak, kjerkoli se pojavimo, pravzaprav bo imel nek učinek na okolje. Tako da tudi tukaj in zato je potrebno do tega pristopati odgovorno. Izkazalo se je, da manjša smetišča, odlagališča smeti, tudi predelovalnice, tako imenovane predelovalnice odpadkov, manipuliranje, bodisi z njenimi posamezni, ali so to, ne vem, predelava različnih kovinskih, pa potem seveda lesnih, bioloških in tako naprej, zahteva seveda sorazmerno visoka tehnološka vlaganja, če hočemo seveda imeti čisto okolje, kar pa potem pomeni seveda veliko prispevno okolje. Torej, tukaj so ocene, da kar je pod zaledje, torej če je zaledje manjše kot 300 tisoč ljudi, da je to ekonomsko zelo vprašljivo. Če je pa torej nekje pridobimo, in Slovenija na primer potrebuje 6, mogoče največ 7 takih objektov, ki bi jih pač morali zgraditi na območjih, ki so torej vododržna, ki so nekoliko umaknjena od naselij, ki pa so vendarle še torej dovolj dostopna, ki so torej v centroidu same prispevne regije, tako da imamo torej čim manj prevoženih kilometrov in s tem seveda ne naredimo neke dodatne škode. Tega se je treba torej posebej zavedati, in taki projekti so, lahko rečemo, vedno morajo biti seveda torej tudi neka tudi državna prioriteta. Torej, zgolj lahko opazimo, da so v Sloveniji razmeroma redke priložnosti, kjer je medobčinsko dogovarjanje pač dalo neke rezultate. Imamo pa seveda nekaj primerov, ko to torej relativno uspešno funkcionira, ampak poudariti je treba to, če torej ta manipulacija z odpadki najrazličnejšimi ni usmerjena torej k nekemu končnemu cilju, to se pravi, da za sabo pospravimo dosledno, racionalno in na mestih, ki je za to torej tehnološko, pa tudi prostorsko, lokacijsko primerno, potem smo seveda naredili napačen korak. In tukaj delamo napačen korak. Namreč locirati to nad območjem, ki se potem pretaka za vodovodno zajetje na protnih nasipinah, na najboljših kmetijskih zemljiščih, ni dobra zadeva. Tukaj lahko počrtam, da seveda je smiselno izrabiti mineralne vire, v tem smislu torej pesek, prot in podobno, ampak potem torej tudi strategija prostorskega razvoja Slovenije, ki zaenkrat še vedno čisto lepo velja, področna zakonodaja seveda usmerja v to, da je treba z tem prostorom delovati racionalno. To se pravi, da taka kmetijska zemljišča, če se le da, če je to le mogoče, torej je prva opcija, da se jih vrne nazaj kmetijski rabi. Ne bodo čisto taka, kot so bila prej, ampak vendarle, torej to je, lahko rečemo, prva violina. Tukaj pa je seveda zdaj namera, torej ravno pred kratkim je bila torej prostorska konferenca, kjer smo tudi napisali daljše argumentirane pripombe, da seveda tak poseg ni najbolj upravičen. Ni upravičen niti lokacijsko, niti tehnološko, pa tudi mislim, da se je izkazalo, da je tudi pripravljavci pravzaprav čisto ne vejo točno, kaj bi tam radi počeli in tako naprej. Torej gradnja 3. ali celo 4. cone v majhni občini pa ni spodbujanje njenega ekonomskega razvoja, ampak lahko rečemo prej nasprotno. Spet bi rad tukaj podal pač primere, ki jih poznam tudi na slovenski ravni, da majhne občine, ki zelo ambiciozno posegajo po torej tako imenovanih proizvodnih conah in tako naprej, ogromno investirajo in da se potem seveda znajdejo z dvema problemama. Namreč, da potem stvari nekako ne stečejo, torej se ne najdejo investitorji in tako naprej, lokacija ni čisto optimalna, in pa drugič, torej ponavadi to vodi tudi do za investiranja
to se pravi tudi do pretiranega zadolževanja in s tem seveda pridemo potem do tiste ekonomske pasti, torej, ki je čisto stvar tega. Jaz ne poznam podrobnosti, torej same ekonomike tega, ampak ta tveganja seveda obstajajo in se jih je treba zelo jasno zavedati. Torej, druga stvar je pa seveda podjetnost sama. Jaz lahko rečem, jaz sem zelo vesel, ko vidim, da so ljudje v tem okolju zelo podjetni. Namreč, da je občina Komenda na vse zadnje v zgornji tretjini, celo zgornji četrtini slovenskih občin, torej po BDP-ju na glavo prebivalca. Brezposelnost tukaj seveda ni problem, imamo elegantne možnosti za poslovanje v različnih centrih, kakovost življenja recimo načeloma bi mogla biti v redu. In vidimo tudi, torej, da je sorazmerno veliko podjetij, ki so lepo razpršena, locirana na tako rekoč vmes, med hišami, med dvorišča, kar je seveda torej za veliko večino izmed njih tudi najbolj racionalna pot. Poslovno-industrijske cone so seveda samo ali pa predvsem bi morali biti namenjene tistim dejavnostim, ki torej od tega vzorca nekoliko odstopajo, torej ki jih je treba pač torej locirati tako, da ne bodo motile torej najbližjega soseda, bližnjih hiš in tudi dejavnosti med seboj. Teh pa ni tako torej neznansko veliko, tako da zdaj seveda graditi 3 in od tega je ena, tako rekoč med največjimi v državi, po mojem skromnem mnenju torej ne vodi torej k ekonomski prosperiteti, ampak se tukaj torej vrtimo v neki spirali, ki jaz ti ne obetam torej kakšne posebne svetle ekonomske prihodnosti. Ima pa seveda tudi drugo, takojšnjo negativno plat, namreč, da s tem seveda trajno spremenimo okolje in tistega ne bomo več imeli. Slovenija, tako kot tudi druge evropske države, je podpisala celo vrsto protokolov, ki se nanašajo na odnos do izpuščanja toplogrednih plinov oziroma tudi pospeševanja segrevanja ozračja. Lahko rečemo, da tukaj seveda velja tako, torej lokalna odgovornost za globalne razmere na področju spreminjanja podnebja in tudi tukaj lahko marsikaj storimo. To se pravi, vemo, torej, da so površine, ki so torej zazidane, ki so recimo pod asfaltom in tako naprej, seveda pospešujejo segrevanje. In to zdaj ne pomeni samo en čisto majhen kamenček k mozaiku torej svetovne klime, ampak je drugače, torej takrat, ko bodo ekstremne temperature, torej ekstremni pojavi, takrat bomo mi to čutili kot mikroklimo, torej kot veliko bolj dražečo, manj prijetno in tako naprej. Se pravi, poslabšanje nekje kakovost našega življenja in če še nismo začeli torej kalkulirati o tem, torej koliko stane naše zdravje in razne preventivne akcije, potem je čas, da začnemo. Ali pa nas bodo mogoče zavarovalnice spomnile nekoč, torej v kakšnem okolju živite, torej in tako naprej. Skratka, tukaj je neko polje, o katerem se danes že pravzaprav veliko ve, se tudi že veliko ukrepa in tudi, torej, če spremljamo torej razprave tudi v Evropskem parlamentu ali pa tudi na področjih odnosa do okolja, da se seveda pospešeno razmišlja o različnih ekoloških taksah, takih in drugačnih, in da mi bomo nekoč to plačevali. Torej svoj prispevek k globalnemu segrevanju bomo seveda plačevali. Tudi z denarjem, tega se je treba zavedati in ne rečem, torej, da je zdaj sistem položnic čisto najboljši. Mi se moramo naš odnos do okolja spremeniti najprej v sebi. To se pravi, moramo imeti tudi neko okoljsko etiko. Če tega nimamo, nam nič ne pomaga. Tako kot nam ne pomagajo, neke debele kazni na področju prometa, če sebi nismo razčistili to, da ne smemo biti ne sebi, ne drugim nevarni. Za okolje velja tukaj popolnoma enaka zadeva. Zdaj se bom vrnil k samemu izhodišču. Lovci si za to prizadevamo. Vemo seveda, da tudi naši koraki niso seveda neobremenjujoči do okolja. To sprejemamo nase. Vsak izmed nas seveda, ko se nekje sprehodi, pusti za sabo neko sled. In če poskušam zdaj seveda končati tukaj simbolično, ampak za mano mora seveda biti priložnost tudi za vse tiste, ki bodo šli naslednjič v gost,
da bo ravno tako kvaliteten, da jih bo ravno tako razveselil, da jim bo seveda odkril en svet, da jim torej pomaga preživeti in živeti boljše življenje, za kar načeloma imamo priložnosti in tega si seveda ne smemo takoj za prvim vogalom z, bom rekel, poceni akcijami torej zasud. To je neprimerno in lovci seveda imamo tudi svoj etični kodeks slovenskega lovstva, ki se nanaša na, lahko rečem tukaj sicer malo daljša zgodba, različne stvari, ampak dve sta pa temeljni, torej dva temeljna stebra, to je etika do prosto živečih divjih živali, del tega je potem tudi divjad, to je tisto, ki jo lovimo, drugo pa je odnos do njihovega bivališča, ki je tudi naše. To se pravi, gozdovi so na vse zadnje tudi naš dom, so naša pljuča in to ni seveda nobeno, se reče, torej lepo licemerno nakladanje o tem, to so dejstva, od tega živimo in tega se moramo seveda tudi zavedati. Tukaj bi rad podčrtal opazne premike, ki so se tudi v naši občini na vse zadnje naredili. Naprimer, šola si zelo prizadeva, jaz to zelo spoštujem in podpiram, tudi projekt ekošole in tako naprej. In če zdaj seveda te stvari, če mladini, otrokom in potem naprej ne damo s svojim vlastnim zgledom nekega resnega odnosa, torej da pa našim besedam, propagandnim akcijam za dan zemlje, pa še kdaj mogoče, ne sledi seveda tudi vsakodnevno prizadevanje, vsakodnevno zavedanje in ravnanje, potem najbrž isto ekošolo kot starši, kot ne vem, vsi ostali nismo mislili čisto resno. Ogromno se da narediti. To bi še enkrat poudaril in da zato vedno ni potrebno samo privleči kakšnih debelih projektov in tako naprej, ampak je treba začeti pred domačim pragom, pri samem sebi in to je pa seveda tudi tista pot, ki jo zmore vsak izmed nas. Ja, torej še k vprašanju odnosa do vode, točneje torej do visokih in do nizkih voda. Osebno bi tukaj podčrtal naše prepogosto, torej zelo enostransko gledanje. Imeli smo poplave, torej zdaj pa sledi akcija, zdaj se moramo pa seveda soočiti s tem, kako preprečiti torej poplave in predvsem njihovo torej škodno delovanje. Ne vprašamo se pa, da smo imeli tudi nekaj let nazaj seveda tudi ekstremne suše. To so vse znanilci klimatskih sprememb, ki zelo jasno nastopajo, ki se kažejo seveda v ekstremnih temperaturnih, padavinskih pojavih, pa tudi potem v najrazličnejših presenečenjih, torej ob nekoliko nenavadnem času dobimo tisto, kar bi ne pričakovali, torej glede na nek vremenski koledar. In zdaj seveda želja je potem, da bi imeli stvari, torej da bi imeli naravo pod nadzorom, torej da bi si jo popolnoma priredili, da bi ustvarili seveda take stabilne razmere, kjer bi se dalo torej zavarovati svoje hiške, premoženja, poslovne objekte, infrastrukturo, torej kmetijske površine in tako naprej. Lahko rečem, da načeloma torej lahko k temu vsaj sledimo, torej posegi v tako okolje, zato ker nas je toliko, kot nas je, da počnemo, kar pač počnemo, so smiselni, ampak morajo biti pa izjemno pretehtani. Mi se moramo od narave učiti, mi moramo naravo poslušati, moramo spremljati, jo moramo študirati in če delamo ali se delajo neki projekti na vodotokih, potem je treba seveda vzeti v precep celotno porečje, torej vse tisto vplivno območje in potem upoštevati ne samo kakšne stare nize, ki so bili narejeni recimo med leti 65 pa 80, zdaj seveda ta klima pravzaprav ne velja čisto več tako, kot je veljala, ampak so seveda tudi že drugi pojavi. Lahko rečemo, da tiste
konice, naprimer, torej ekstremne suše, ekstremne poplave in tako naprej, ki so tudi tukaj, vzemimo v zadnjih 10-12 letih, torej so se stoletne vode trikrat pojavile in vsakič so imele tudi katastrofalno delovanje. Lahko rečem, da je bil to sočustvujemo seveda z vsemi tistimi, ki so utrpeli tukaj gospodarsko škodo, ampak to je bilo seveda svarilo narave. Svarilo, da se je pač v preteklosti, tudi več desetletij nazaj, seveda nekoliko neprimerno pristopalo in da so seveda tiste najbolj škodljive posledice, torej v Komendi in pa tudi v Mostah, delno Suhodolah, torej večinoma posledice točno teh, torej neprilagojenega pristopa k naravi, namreč ko so seveda narejeni razbremenilniki, ti v večini normalnih situacij, bomo rekli nekoliko sarkastično, takrat, ki jih ni treba, krasno opravljajo svojo funkcijo. Takrat, ko je pa torej zelo visoka voda, takrat pa potem ti veprerezi samo pospešijo torej ta vodni, včasih tudi blatni tok in to je potem tisto, torej pride do zamašitve, do razlivanja naokrog in točno to se je zgodilo. Zdaj lahko rečemo, tukaj so seveda ambicije, torej da bi pa naredili, da bi gradili vodne zadrževalnike. Načeloma lahko rečem, ja, je treba razmišljati o tem, kaj nam bo to prineslo, ampak je treba zelo skrbno pretehtati, kje, kaj, koliko, katere prostore bomo žrtvovali, za kakšno ceno se tukaj torej gremo, predvsem pa vzvodno oziroma nizvodno ne smemo koncentrirati dejavnosti, ki so seveda torej lahko utrpijo veliko škodo ali pa seveda še bolj pospešijo škodljive posledice nižje od nas. Tudi to odgovornost moramo imeti, torej naš svet se ne konča nekje na meji občine Komenda, ampak seveda tudi naprej. Zdaj tukaj seveda se je lepo izkazalo, da je skrb za naravo da je zelo čudna. Namreč radi bi preprosto, takole smo splanirali, zdaj bi pa radi imeli območje nepoplavljeno, ampak vidimo seveda torej dva posega, ki moram reči, da sta me presenetila in na nek način tudi kot ljubitelja narave užalostila. Poglejte, tamle so torej stoletja, tako rekoč generacije, živele z enim travnikom, ki ni bil za nič drugega kot to, da se je tam torej prelivala voda. Se pravi eno močvirje, ki pa se zdaj torej gradi za neko lepo stanovanjsko sosesko, ki se potem tudi razglaša v časopisju, da seveda torej boste živeli v naravi in tako naprej in pri tem pozabljamo, koliko energije je potrebno vložiti v to, da se to sploh usposobi in potem se zgodi, da bi naprimer visoke vode začele to naselje ogrožati. Kako ga bomo branili? Branili bi ga seveda z visokimi nasipi. Visoki nasipi bodo seveda samo kanalizirali vodo in bodo udarili tam, kjer bodo najprej lahko. To se pravi, nekdo nižje bo tukaj zanesljivo potegnil najkrajši konc. Če se zgodi seveda to, kar se je tudi takrat, ko je tako rekoč na zelo majhnem območju padla velika količina padavin v zelo kratkem času, ali pa kot se reče, da se je utrgal oblak, takrat nam zadrževalniki ne pomagajo nič. To je treba vedeti. Takrat seveda pomaga samo torej razlivanje na območjih, ki so za to manj primerna in pa predvsem ne imeti torej objektov tam, kjer so že torej nekje ponavadi ali pa recimo so že nekako stoletni sporazum med človekom in naravo, torej da se tam neha. Torej tam, kjer so mokrotna zemljišča, je treba upoštevati. Zdaj se tukaj spet selimo v svetovno areno. Zakaj so mokrišča potem postala torej tako vredna, da jih je bilo torej v Ramsarju potrebno zaščititi? Torej to je bilo potrebno zaradi tega, ker je bil to tisti del torej svetovnih ekoprostorov, po katerih človek zaradi odljudnosti še ni posegel. To se pravi, da je bil predrag, preprosto povedano. Ampak zdaj seveda želimo tudi ta prostor nekako ekonomično izrabiti in kaj se zgodi, seveda pohitimo, naredimo napako. Kdo bo zdaj to plačal? Mislim, da tudi pri nas tako, da
da je torej enostransko, zelo na hitro, nepremišljeno, sem prepričan, da nepretehtano, neargumentirano posegamo, ja, zdaj bomo pa zgradili zadrževalnike, to nima smisla. Ne. Nima smisla, ne, zato ker bo izkazalo se bodo to kljub vsemu nekaj stane, učinki, vprašanja, kakšni bodo in kdaj se bodo pokazali. Ne. Mi danes to lahko naredimo, ne, torej simulacijo torej vodnih poplav. Vse te stvari se da preštudirati in tako naprej. Mislim, da tukaj niso bile narejene, da tudi niso bile predočene ljudem. Drugo je pa seveda tudi samo spreminjanje, kaj potem en tak jez sam po sebi naredi. Ne. To je seveda poseg v, lahko rečemo, lastnino nekoga, ne, to se pravi kmetov. Zakaj so seveda zdaj oni tisti, ne, ki morajo nekako odstopiti, ne, torej neka zemljišča, je seveda neko vprašanje. Ne. Sam poseg, ne, torej pogostih poplav bo pa zanesljivo spremenil strukturo tal. Ne. To se pravi, prinesel bo različne sedimente, recimo blato, pesek in tako naprej, ki ga nekoč tam recimo ni bilo, ali pa so ga se celo torej, prejšnje generacije na nek način očistile. To se moramo vprašati, ne, torej, ali je to torej, najbolj ekonomično, smiselno in tako naprej. Jaz mislim, da ne. Po drugi strani pa seveda ne, torej, razmisliti o tem, ne, torej, kako se najbolj smiselno ubraniti poplav. Jaz mislim, da to razmišljanje je na mestu, ne, na vsak način, ampak ponovno pozivam, to je potrebno narediti z dovolj pameti, ne zaletavo in pa tudi, ker je to seveda zelo občutljiv poseg tudi v lastnino, seveda z vsemi lastniki. Sej nasplošno velja za vse posege v okolje, ne? Torej tudi odnos, ko smo prej govorili naprimer o odnosu do odpadkov, do smeti, do manipulacije z njimi, pa tudi potem do potrošnje torej kmečkega prostora, ki je tudi tukaj torej na teh komenskih ravninah razpolagamo torej med najbolj kvalitetnimi kmetijskimi zemljišči v Sloveniji in z tega se delamo norca. Ne. Tako preprosto ne gre. Ne. Mi se moramo vprašati, ne, torej, kakšna je potem tista končna bilanca in ne smemo videti samo jaz, moja želja ali pa skupina, ne vem, toliko in toliko ljudi. Preprosto ne gre, ne, v vsem tem. Rad bi pa tukaj izpostavil še en problem, na katerega mogoče niti ne razmišljamo, ne, torej tako zelo, kot da je to torej pravzaprav problem, ne, torej dokler nas na nekaj ne opozori. Namreč vse te aktivnosti, ki si jih privoščimo, ne, torej z neracionalno, preveč razpršeno, bodi si poselitvijo, predvsem pa z različnimi gospodarskimi dejavnostmi, seveda prispevajo k temu, da se bomo morali več prevažati, ne, in da bodo tudi drugi dostopali do nas. To se pravi, v končni posledici to pomeni torej povečevanje za okolje torej toplogrednih plinov, pomeni seveda obsežnejše površine, za katere je treba skrbeti, ki jih je treba potem po zimi tudi, če so snežne padavine, torej ustrezno čistiti, soliti in tako naprej. To so spet seveda vse, bomo rekli, dodatni vplivi na okolje in tudi dodatni stroški. Jaz smo to ukalkulirali, smo pripravljeni seveda na vse to. In pa potem tudi v neki končni posledici, ko si torej organiziramo tako, da moramo vse doseči z avtom, ne pa recimo z javnimi prevoznimi sredstvi oziroma tudi na bližnje razdalje, smo si seveda tudi sami začeli iz žepa torej vleči denar. Ne. To se pravi, samo z neprimernimi lokacijami si na ta način seveda pripravljamo kaj torej slabo podlago za to, da bomo s prostorom racionalno uporabljali, ne. Da bomo potem tudi, kot se reče, torej zares gospodari na svoje. Ampak se bomo morali pokoravati neki logiki stvari, ki so jih ustvarili torej, naši predniki. In zdaj smo seveda pri tem. Ne? Torej, rekel, generacija, torej še naših staršev je imela do kmečke zemlje in do okolja, lahko rečemo, pravzaprav izjemno spoštljiv odnos. Nimajo pa ga na vse zadnje, zato ker se tudi ni še razvilo do smeti. Tukaj se seveda opaža ta
generacijska razlika. Ne. Toda spoštovanje torej do tega okolja je bilo zato, ker je bil to denar, zato, ker je bilo to preživeti. Ne. Mi smo ta refleks izgubili, ampak ga moramo zelo hitro torej pridobiti in upoštevati to, da nam bodo aktivnosti ali pa potem tudi kapacitete, ki jih namestimo v prostoru, jutri, če ne bodo seveda racionalne, v škodo, ne, gospodarsko škodo. Ne. In v tem smislu se še enkrat žogica potem vrača k temu, kdo smo, kaj delamo, torej in s kakšno odgovornostjo. To pač počnemo v prostoru in kar se tiče lovcev, bi tukaj še enkrat poudaril, ne, torej, da naša zelena barva, ki jo nosimo, ne samo takrat, kadar gremo pač na lov, kjer smo seveda, kot se reče, lovsko aktivni, ampak mora biti zelena tudi naša duša. Ne. To se pravi, da moramo spremljati to situacijo in seveda tudi kar najbolj zavestno ravnati. In jaz sem vesel, da se tudi od lovske klobuke, torej ta ekozavest, kolikor tudi že prej ni bila torej uveljavljena, pač seli, da to torej zelo podpiramo in smo tudi pripravljeni seveda vsem tistim, ki bi želeli, bom rekel, tudi na ta način torej spoznavati naravo, jo predstaviti na tak ali drugačen način.